Prav lepo pozdravljeni vsi na ta torkov večer, na naš poljanski pogovor. In prav lepo pozdravljam tudi našega današnjega gosta, patra magistra Branka Cestnika. Pater Branko je duhovnik, teolog, filozof, publicist, pisatelj, pa še kaj bi se našlo. Rojen leta 1965, otroštvo je preživljal na Hajdini pri Ptuju. Leta 1955 je bil posvečen v duhovnika, je član redovne skupnosti kleretincev. Trenutno pa opravlja službo župnika v Frankolovem. Patra Brankota poznamo iz medijev. Pisal je kolumne za več časopisov, v zadnjem času najpogosteje za Družino, je tudi redni gost na Radiu Ognjišče, kjer komentira aktualne dogodke z področja družbe in cerkve. Piše tudi svoj blog, aktiven je na Twitterju, ima veliko sledilcev. Hkrati pa tudi vodi ljudske misijone, sodeluje s skavti, je urednik revije Cerkev danes, pa še marsikaj bi se našlo. Ne? Tako da glede na vsa ta področja, ki jih pokriva pater Branko, je bilo za danes kar težko izbrati teme, o katerih bi se z njim pogovarjali, ker smo pa ravno v nedeljo praznovali slovenski kulturni praznik. Smo rekli, da bomo dali danes v tem večeru predvsem prednost kulturi, njegovim romanom, ki so tudi tukaj predstavljeni, in se vprašali, kaj nam te zgodbe iz teh romanov lahko povejo tudi za današnji čas. Še preden pa se posvetimo temu, bi pa po naši lepi navadi prosil našega gospoda župnika za uvodno molitev, da bi bilo naše srečanje res blagoslovljeno. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, bodi zahvaljen za to, da smo se lahko zbrali, da smo našli korajžo in se vzeli čas. Hvala ti za naš narod, za našo kulturo, za naš jezik, za nam tako ljubo katoliško cerkev. Blagoslavljaj ta večer, blagoslovite, prosimo, naše družine, nakloni nam novih, dobrih in svetih duhovnikov in blagoslovi naš narod in našo državo. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala. Evo, pa začnimo. Ja, pater Branko je v zadnjih 7-8 letih napisal 5 odličnih romanov, ki so tukaj predstavljeni po vrstnem redu. Še predtem je pa šla tudi knjiga njegovih zbranih v bistvu člankov, prispevkov, objav. In prva 2 romana, ki jih imamo tukaj, se pravi Sonce Petavione in pa Šesti pečat, govorita o začetkih krščanstva na Slovenskem. Sonce Petavione ob koncu 2. stoletja, Šesti pečat pa potem konec 3. stoletja. Dočim te 3., 4. in 5. knjiga so pa romani, ki se ukvarjajo z vojno tematiko, se pravi 20. stoletje, 2. svetovna vojna. Pa morbiti za začetek damo našemu gostu vprašanje, zakaj se je odločil za pisanje romanov, morbiti ne več v rosno mladih letih, ampak vseeno, odkje je prišel ta navdih? Ja, to je, lepo pozdravljeni. Torej, ja, res, tako se mi zdi, da sem bil bolj določen, kot da bi se jaz odločil, ne? Ker se je stvar zgodila še v manj kot 1 minuti, na enem sprehodu, ko sem bral eno knjigo od vašega rojaka, Metoda Benedika, o zgodovini krščanstva v luči virov. In sem bral to na sprehodu v hribih na Koniški gori, no. In sem pod eno smreko se usedel, bilo začetek aprila, zelo lepo vreme mi je pasalo, pripravljal sem se tudi na velikonočne praznike. In sem se usedel in sem prebral 20 strani ali koliko o ptujskem krščanstvu. Nekaj sem vedel, seveda, tiste splošne stvari, ampak jaz sem pa prebral tudi ene bolj natančne dokumente, vire. In je potem in še potem nadaljevanje o antičnem krščanstvu v Sloveniji in je pater Metod zaključil tako. In takrat, ko je prišlo enkrat krščanstvo v Slovenijo, se ta nit ni nikoli pretrgala.
Se pravi, ko je v antičnih časih, za časa Rimljanov, prišlo krščanstvo k nam, se več ni pretrgalo. Pač mi smo mogoče zaradi Finžgarja in zaradi našega slovanskega nacionalizma nagnjeni k temu, da si začetek krščanstva predstavljamo z našim na tem teritoriju z nami, Slovani oziroma Karantanci. Medtem ko pa je v bistvu začetek krščanstva seže nekje, če gremo v Oglej, ki se tudi dotika našega področja, v leto 150. Na Ptuju pa zagotovo tudi že okrog leta 200. Potem pa kar hitro 230, 240, 250 Celeja pa Emona, se potem krščanstvo hitro razširi, ampak nekje tista prva točka tu na celini, globoko na celini, pa je bil Ptuj. No in od takrat se rekel, to so naši duhovni dediči, čeprav niso dediči, mi nismo njihovi dediči po krvi, to niso Slovani bili, to so bili prvi kristjani, tukaj so prišli celo iz vzhoda, verjetno iz Sirije, današnje Turčije. In se rekel, vidiš, kako bi bilo prav, da se jim poklonimo. Potem sem pa šel malo skozi ene knjige, sem tudi nekaj jih prebral, Sivca recimo o antičnih časih pri nas in se videl, da te teme ne obdela. Potem sem pa prebral Rebulo v Sibilinem vetru. On sicer krščanstvo obdela in približno v istem času se dogaja njegov roman Kotale, ampak bolj z vidika refleksije, pa filozofije, pa iskanja, ne toliko zgodovinskega vidika. No in tako, potem pa sem rekel, to bi bilo dobra tema za roman. Kdo bi napisal? Kdo? No in takrat se je zgodilo, so ti. Kar ta pomf je padla dole od nekod, ti. Jaz sem imel nekaj uro pa pol spusta do avta dol, v dolini, pri Straniških ribnikih sem parkiral, no in sem po poti že motal, kako bi to bilo roman napisati. Tako se je začelo. Pa se niste nič boril proti temu, ti. Moški se ponovadi borimo, ko dobimo tak navdih od zgoraj. Ja, ne vem, kak je to zdaj recimo pri poročenih, Jaz, ko taki navdih dobim, pač... Ste poslušali? Ja, sem poslušal. Ker je že v meni tudi že dolgo časa vrelo. Jaz sem vedno rad imel literaturo, ampak nikoli nisem imel rad časa, da bi se malo globje posvetil. Študiral sem kot študent, ja. Potem pa župnik nad podeželjo, veliko smo obnavljali, ogromno, recimo leta 11 sem imel na obeh župnijah, katerih župnik sem bil, razkrite strehe na farnih cerkvah. Tak je naneslo, da je pač, in se s tem ukvarjal, pa s temi misijoni in tak. No, potem pa je le prišel ta trenutek. Hvala. Zdaj bi morbiti za tiste, ki teh knjig še niste prebrali, pa če si jih zelo priporočam, mene so zelo nagovorile, bi naredil čist kratek, mal povzetek, pa potem, da bomo lahko kakšno vprašanje tudi še postavili v zvezi s temi knjigami. Morbiti najprej, če se ostavimo res pri teh prvih dveh, ki se nanašata na ta zgodnje krščansko obdobje. Sonce pod avione je bil tudi v bistvu prvi roman Patra Branka in je bil že tudi nominiran za nagrado Kresnik. Ta roman se dogaja na antičnem Ptuju, zato je tudi tak naslov, Petoviona, kjer spremljamo usode treh različnih moških, poganskega stotnika, potem egiptovskega sužnja in pa grškega trgovca in njihove poti se potem prepletajo tukaj na Ptuju. Zelo natančno je res opisan kraj, dogajanje na Ptuju, kako je to izgledalo takrat to mesto, spoznamo stanje družbe v takratnem času, verske, vojaške spopade, vse pač, kar se je dogajalo in kako se je krščanstvo širilo po rimskem imperiju. Meni je bilo to, pač, ker me zgodovina zanima, mi je bilo zelo zanimivo, čeprav sem se pa pol malo jezil sam nase, ko sem prebral knjigo do konca, sem šele ugotovil, da je na koncu tudi kazalo, se pravi z opisi vseh pač teh neznanih besed, potem so zemljevidi, skraji, potem je še kronološki prikaz dogodkov, ki so se v resnici zgodili, ki so izpričani in tako naprej. Se pravi, če se boste lotili brati, uporabljajte tudi zadnje strani knjige. Potem naslednja knjiga je pa Šesti pečat. Ta se pa dogaja v letih 284 do 304 po Kristusu.
v času cesarja Dioklecijana in takrat na tem območju našem deluje utrjena in močna krščanska skupnost, ki jo vodi škof, pisatelj in pa nazadnje tudi mučenec Viktorin Ptujski. On je bil tudi prvi razlagalec svetega pisma v latinščini in celo prvi pisatelj z današnjega slovenskega ozemlja. Ta skupnost krščanska je bila takrat na udaru z ene strani barbarskih upadov, po drugi strani pa strani pritiskov rimske oblasti. Ti pritiski so se iz različnih razlogov stopnjevali in pripeljali tudi do številnih mučencev, ki so morali svojo zvestobo Kristusu plačati tudi s krvjo. Recimo tukaj je bilo meni zelo nazorno prikazana ta dilema, ki so jo imeli, ko so lahko v bistvu z enim upogibom glave, ko so se priklonili poganskemu bogu, so se lahko rešili smrtne obsodbe, ampak se jih veliko ni, ali pa da so vrgli eno pest kadila tam pred neko božanstvo. In tako ti da malo za razmišljati, kakšni smo pa mi kristjani, kaj bi naredili v takšni situaciji. Tako da, zdaj, glede teh romanov, bi jaz recimo vas vprašal to, opisujete zelo res tako obdobje velikih prelomov, negotovosti, preganjanj, hkrati pa tudi so današnji so tudi taki na nek način prelomni časi, se spreminjajo vrednote, spremljamo morebiti lahko tudi zaton demokracije, upad vere. In tudi vaša romana govorita o takem svetu, ko se stari red podira, novi še ni na vidiku, kaj bo. Kako naj kristjan živi v takem umestnem času, kot ga mnogi čutimo danes? Kakšna je vloga vere v takšnih časih za nas kristjane? V prvem romanu je krščanska skupnost zelo majhna. Ko smo imeli eno predstavitev v Mariboru, je en gospod protestiral, je rekel, da je to roman o poganih, da to ni roman o kristjanih. Potem sem pa mu odgovoril, da to je res ogromno poganov nastopa in tudi pogansko duhovnost poznamo, pa poganske molitve, pa raznočeščenje bogov, pa mitraizem. Ampak sem potem rekel, gospoda, ampak ti pogani, ko tu nastopajo, so vi starši od kasnejših kristjanov. Da malo vidite ta prehod, kako tudi znotraj poganstva raste neko plemenito iskanje. In recimo mitraizem je imel zelo visoko vrednoto tovarištva, prijateljstva, tovarištva in je se hitro potem srečal s krščanstvom. Ali pa češčenje Izide, te grške oziroma egipčanske boginje, ki se je zelo razširilo, pa je bilo bolj mistično. Oni so iskali neko ekstazo, mistiko, globi vpogled, torej niso se zadovoljili s tistim zunanjim češčenjem bogov, ki je pač bilo značilno za Rimljane, da so pač bogovom nekaj dali, potem pa delali po svoje naprej. Torej, ampak ti so se potem srečali s krščansko duhovnostjo in molitvijo in čutenjem Božje bližine. In to je že v poganstvu so bili ti nastavki. Tako da sem to tako zastavil, da počasi vidimo, kako krščanstvo v tem okolju s prijaznostjo, s prijateljstvom. Ena gospa je rekla, da je ta roman razumela kot roman o prijateljstvu in se mi zdi, da je zelo dobro definicijo dala. Ker kar naprej potem srečujemo te razne oblike prijateljstva, med pogani, kristjani in tak naprej. Kako se, torej kot eno gorčično zrno, potem to pade na plodna tla in nekaj zraste. Na koncu se roman konča s prvimi krsti v reki Dravi. Pa ni dosti krstov, 4 so, pa cerkvene strukture še ni vzpostavljena, duhovnik pride iz Sremske Mitrovice, ki je bila takratni Dunaj, tukaj danes Dunaj v Podonavju, je bila takrat Sremska Mitrovica s Sirmijom, in podobno. Tako, in to je tudi za današnji dan, za današnji čas, torej, ko je krščanstvo stiskano, recimo, smo marsikje v manjšini, se tako na podeželju še ne, tukaj v Poljanah ali pa pri nas na Frankolanu še krščanstvo ni v manjšini, še vedno večinska duhovna drža ali pa večinska pripadnost, ampak v mestih pa se to zelo hitro spreminja, zelo hitro. In kaj biti, kot je rekel papež Benedikt, 16. struktura nove evangelizacije je gorčično zrno. Malo.
bodi dober. To je v prvem romanu, je pa tihi protagonist prvega romana seveda Rim kot taki, Rimsko cesarstvo. Zato je tako narejen. Jaz sem ga pač malo gruntal kot roman za študente zgodovine. Če bi vedel, da bo to šel roman za ljudi, bi ga malo stanjšal pa olajšal, no, takih pojmov in tega. No, ta roman pa potem je roman za takrat, ko se pa zgodi preganjanje. Ne. Vsaka generacija kristjanov mora biti pripravljena na preganjanje. Hvala Bogu imamo demokracijo, kjer pač teoretično preganjanje ni možno, ker je vsaka religija svobodna. Ne. Seveda so pa tudi znotraj demokracije lahko situacije, ko trpiš zaradi svoje vere. In demokracija lahko tudi propade, ne, in hitro pride lahko do nekih oblik preganjanja kristjanov. Na to moramo, vsaka generacija mora biti na to pripravljena. In tu prikažem tisto najhujše preganjanje kristjanov, ki je bilo za časa Dioklecijana. Teh preganjanj je bilo več v Rimskem cesarstvu, ampak nikoli ni bilo tako, da bi bilo po celem cesarstvu naenkrat. Dioklecijan pa je hotel krščanstvo zradirati, oziroma bolj ta njegov Gaj Galerij, njegov socesar, ne, je bil bolj nor proti kristjanom. In potem tudi to vprašanje mučeništva je v tem romanu v spredju in zdržati. Ne. In roman se konča potem z ženskim zaporom, večino kristjanov niso ubili. Ko so jih kaznovali, so jih običajno v kakšne rudnike zaprli ali pa kazenska taborišča ali pa kar na ceste poslali, da so mogli delati za državo, ne, popravljati ceste in tak naprej. In dosti je bilo tega, da so kristjani končali torej v kamnolomih. In tudi ta roman se tako zaključi z eno kristjanko v kamnolomu, ko je izgubila že vse okrog sebe, tudi škofa Viktorina več ni, njena družina že vsa razbita, preganjavci so udarili z močno pestjo, no ona pa je noseča. Ne, ona pa je noseča, njen mož je v enem drugem taborišču zaprt, niti ne ve kje, predstavlja si, in tako kot en prizor upanja na koncu ta njena nosečnost. Ne. Tako. Ja, meni je bilo zanimivo tudi, kakšno vlogo so imele že ženske v teh prvih krščanskih skupnostih. No, če morebiti lahko še o tem kaj poveste. No? Ja, torej, mene je zelo impresionirala ena knjiga, v španščini protagonizem žensk v zgodnjem krščanstvu, enega španskega avtorja. Tisto knjigo sem potem šel kupiti v Madridu in sem jo natančno prebral. On analizira vse te vire, no, in pokaže, da je ženska na začetku krščanstva imela večjo vlogo kot potem v srednjem veku. Ne. In da so bile ženske bolj vključene tudi v neko tisto, bi rekel, vodilno strukturo cerkve. Recimo, da so obstajale prerokinje. Se pravi, ženske, katerim je cerkev prepoznala karizmo, da v pravem trenutku imajo pravo besedo in povejo, kaj je prav. Jaz imam potem tudi en prizor, ene take prerokinje, ne, ko se škof in eden vernik skregata, potem prerokinja poseže, pa je oba. Ti si škof, ti moraš tak pa tak, ti si pa vernik, moraš škofa spoštovati, pa drugač pa... In ona jih potem pomiri, ne. Sem prikazal to karizmo prerokinje, recimo, kako je to izgledalo. Ali pa, tu pa imamo karizmo in službo diakonis. Diakonise so obstajale, že v Novi zavezi so omenjene, se pravi diakoni, diakonise. Včasih je to mišljen tudi žena od diakona, ne, diakonisa. Leta 2004 so naredili teološko poročilo o diakonisah, ena specialna komisija je to delala, že za časa Janeza Pavla II. In se je zdaj na tej sinodi pričakovalo, da bo mogoče ta sinoda, ki se je zdaj zaključila, da bo uvedla ponovno te diakonise, ki so nekoč bile, ne, prvih 500 let. Tako da tu notri tudi spoznamo diakoniso eno in vidimo, kako so te ženske to delale, kaj je to bilo sploh diakonska služba pri njih. Ne. Tudi imamo posvetilno molitev, ki je izvirna, da vidimo, kako so jih posvečevali in podobno. No, pri tem romanu je bilo tako, da me en duhovnik, en izobražen duhovnik, doktor drugač, ampak tako zna biti malo satiričen, je rekel: Branko, sem slišal, da pišeš en roman o prvih kristjanih. Sem rekel, ja.
Je rekel, pa glej, da ne bo kakšnih diakonis notri. Sem rekel, so že. So že notri, ne. Torej, ta vloga žensk, ja, tako da imamo, ta roman se začne z moškimi, konča pa z žensko. Ne. Ta roman pa nekako imamo 3 sestre in vsaka svojo usodo, ne, in poleg škofove usode spremljamo več čas 3 sestre. Sem pa si vzel to po zgodovinskem viru 3 sestre, to so bile 3 mučenke iz Tesalonike, iz Soluna, ki so takrat za časa Dioklecijana bile ubite. Sem pa jih pač prenesel kot literarni lik v našo področje in ne umrejo v mojem romanu. Ja, v teh vaših romanih se tudi vaši junaki pogosto srečujejo z nasprotjem med posvetno oblastjo, ne, ki jo predstavlja Rim takrat, in pa verskimi predpisi ali pa cerkvenimi zapovedi, življenjem po veri. In se mi zdi tudi, da danes so ta nasprotja živa, ne, kar smo recimo lahko kristjani videli, ne, ob zadnjem referendumu, kako so problematizirali vlogo cerkve. In bi vas vprašal, kako naj kristjani živimo, da ostanemo zvesti evangeliju, hkrati pa ne zapademo v neke politične ali pa ideološke boje, oziroma a se je temu sploh mogoče izogniti? Ali smo pač že s tem, ko smo kristjani obsojeni v narekovajih na to, da smo v konfliktu s tem svetom? Ja, Jezus je rekel, da nas bo svet sovražil. Torej, se pravi, konflikt s svetom je in je normalen, ne? Ker evangelij vstopa v svet kot prerokba in spreminja svet. Ne? Svet se pa opira tej spremembi. Torej, to je že Jezus takoj povedal in napovedal preganjanje. Ne? Več pa, se ta roman zase to pove. Ne? Jaz v tem romanu namenoma nisem prikazal nobenega preganjanja kristjanov. Da bi prikazal, kako so kristjani funkcionirali v čisto normalnih pogojih, brez vseh teh napetosti. In kako so se trudili biti dobri državljani. Ne? To je že potem tale Tertuljan v svojem zagovoru kristjanov, ki ga je pisal približno v tem času, ko ta roman nastal, je Tertuljan napisal zagovor kristjanov, naslovil pa ta zagovor cesarju. Cesar je bil takrat Septimij Sever, njemu je poslal ta, pač, kao da njemu piše, ne, in mu zagotavlja molitve kristjanov za njegovo zdravje. Torej, mi kristjani bomo vedno molili za cesarja. Pa je cesar pogan, pa nas bo cesar včasih silil v njihovo vero ali pa našo omejeval, mi bomo vedno molili za njegovo zdravje. Ne? Torej, za oblastnika moliš, ker mu prepoznaš torej pozitivno vlogo. Oblast je nadaljevanje Božjega stvarstva. In vsak oblastnik, ki dela dobro za druge ljudi, ki prevzame odgovornost za druge ljudi, ima nekaj tega Božjega poslanstva. Če tako rečem, pa če vam Boga ne prizna, seveda, nekak ateist ga gotovo ne prizna. Ne? Mi pa prepoznamo, no, in se zavedamo, da en oblastnik, že s tem, recimo, ko so Rimljani vzdrževali pravo, da je rimsko pravo funkcioniralo kot je treba, ne? Da se je država delovala kot je treba, da je bila varna, so pomagali tudi nam, kristjanom, da smo varni, da smo zaščiteni in da lahko skupaj z drugimi delamo dobro. Ne? In mi bomo zato tudi plačevali davke. Kristjani se niso nikoli upirali plačevanja davkov, niso bili protidržavni element. Ne? Zato v tem romanu imamo tudi težave, kot Dioklecijan, ker to je res. Ne? Dioklecijan ni bil osebno tak zelo proti kristjanom, ker jih je tak v hiši imel. Njegova hči pa njegova žena sta že bile kristjanke ali pa na pol kristjanki. In zanimivo, preden on začne preganjanje kristjanov, cesar najprej prisili svojo ženo pa svojo hčer, da darujeta bogovom. V priču vseh ostalih sodnikov in ne vem kaj. Da je on potem lahko rekel, moja hiša je spucana, zdaj pa lahko rem na one kristjane. Ne? Ker je mu krščanstvo že vdiralo v njegovo palačo dejansko. Ne? In njegov problem je potem bil, kako naj preganjam državljane, ki plačujejo davke in so dobri delavci in celo dobri vojaki. Ker so kristjani v vsem tem že izkazali, ne? Kot dobri državljani. No in to mislim, da bo tudi vedno dilema kakih, ki bi hoteli nas, kristjane, preganjati. Ker potem bodo rekli, ok, narkomanije ne preganjam, kristjane pa. Zakaj? Če pa mi kristjani plačujejo davke. Oni narkodileri pa ne.
Ne? To bo vedno neka dilema. Torej, no, tako, po drugi strani pa seveda so potem trenutki, ko pa kristjan reče oblast tu, torej sodelujemo, ko pa kristjan reče ne. In ti trenutki so bili, ko so zahtevali od kristjanov, da darujejo bogovom. Ne? Zahtevali, da darujejo bogovom. To je bil tisti odločilni trenutek. In potem so kristjani rekli ne. Ne bomo se udeleževali teh državnih liturgij in ne bomo darovali bogovom. To je tudi prikazan en prizor, ki se je v resnici zgodil na Bližnjem vzhodu, v Antiohiji. V resnici se je zgodil, vsega potem jaz prikažem, no? Kako so prisilili vse ljudi, da gredo na en trg, so jih zaprli, ti Rimljani, in so jih prisilili, da darujejo bogovom oziroma da se tam poslušajo neke molitve in prerokbe enih teh duhovnikov, svečenikov. Ne? In v trenutku, ko oni svečeniki poskušajo izreči prerokbo, izrekali so pa prerokbe iz notranjih organov živali, ne? Ki so jih ubili ali torej žrtvovali na oltarčku. Se kristjani obrnejo stran. In potem oblastniki gledajo, pa vidijo, da eni ljudje stran so obrnjeni. Potem pa oni, ki je prerokuje, pa pravi, da ne more prerokovati, ker tukaj med ljudmi navzočimi so taki, ki preprečujejo prerokbo. Ja, kdo so? Ja, tisti, ki so stran obrnjeni. Kdo so to? Kristjani. Ne? Tako so recimo v tistem trenutku kristjani pokazali svojo držo in da se ne bodo uklonili enemu ideološkemu diktatu. Ne, to je potem spet naša drža, ki pa smo jo zdaj tudi mi vedno pripravljeni zagovarjati. Zdaj, trenutno recimo je to najbolj to področje življenja. Splav, evtanazija, kontracepcija in vse to. To je to področje, kjer smo zdaj trenutno obramba družine, kjer smo nekje v spopadu s svetom. Epsteinovi dosjeji, ki so zdaj šli, pravijo, Epstein, tale hudi pedofil, pa vsake grozne stvari, ko zdaj vem prihaja, no? On pravi, da je cerkev, on bi rad imel cerkev, ki bi bila del tega sveta. Ne? In razpravlja s tem Bannonom, ki je neki novinar bil, v svoj čas zelo popularen, in razpravljata, da bi krščanstvo nekako bilo vredo, če ne bi bilo tako pro-life. Ne? Potem bi ga si lahko ta njegov kapital ali pa so ta mreže nekako prilagodili krščanstvu in naredili sebe simpatičnega. Ne? Ta pač ena točka, ena rdeča črta je, ko kristjani ne gremo čez. In če tudi potem izpademo pač kot grdi rački v neki družbi ali pa se celo sproži preganjanje proti nam. Hvala. Zdaj bomo morbiti naredila malo preskok par stoletij in morbiti za ta preskok bi vas poprašal. Zdaj v teh knjigah vidimo, da je bilo krščanstvo, kot ste prej rekel, že stoletja tukaj, ne? Na Slovenskem. Ne? In se je prenašalo iz roda v rod. Hkrati pa se mi zdi, da nikoli v zgodovini nismo bili pa priča, da bi se pa v tako kratkem času, kot zdaj živimo, da bi se tako bistveno spreminjala ta vernost naroda, če tako rečem. In zdaj tukaj je večinoma pač populacija, ki ima otroke, vnuke, mladih je zelo malo. Kaj bi lahko rekel, kaj lahko naredimo za prenašanje vere naprej? Ja, torej Slovenija je pač dolgo potem zdržala krščanski veri. Ne? Vmes je bil tisti trenutek, dva močna trenutka nestabilnosti, to je bilo 10. stoletje, ko so Madžari vdrli tukaj in je tu nekako razpadal državni in tudi cerkveni sistem za nekaj časa in je to bilo kaos, tistemu domu tudi rečemo temni vek. Ne? Potem pa 16. stoletje, ko je prišlo do spopada med protestantizmom pa krščanstvom, ne do vojne pri nas, ampak pač do verskega spopada, ki je bil tudi hud. In takrat se tudi destabiliziralo vse skupaj, kakšne so potem celo šli v svoje sekte, v skakače in podobno. No, potem pa ta protireformacija ali katoliška obnova je lepši izraz, ne, ko se je potem spet stabiliziral ta prostor in je do druge svetovne vojne ostal stabilen. In še pred drugo svetovno vojno smo imeli 96 do 98% visoko stopnjo pripadnosti katoliški cerkvi.
Našel sem podatke recimo za Ljubljana Moste, pred drugo svetovno vojno Ljubljana Moste delavsko naselje, ne, torej ne kmečko, delavsko naselje, 96% so katoličani. Tako so se zjasnili, to je bil popis leta 35. Ne. Potem pa ni bilo več popisov in naslednji popis je bil leta 51 ali 52 in takrat že imamo 10% upad. Se pravi, mi imamo z revolucijo, ki je seveda komunistična in ateistična bila, ne, v svojem ideološkem jedru, dobimo prvi val ateistov, deklariranih ateistov. In to je nekje 10% prebivalstva. S partizanstvom, pa z Rdečo zvezdo in vsem tem, nekje 10% prebivalstva v dobrem desetletju se več nima za katoliškega. Ampak še vedno pa skoraj 90% je še katoličanov, ne? Takrat po drugi svetovni vojni. In po drugi svetovni vojni pride tudi do ene tihe reakcije na represijo, ko se potem poveča bogoslovje, vpis v bogoslovje se strašno poveča, vernost na podeželju ne popušča, verski običaji ostajajo, Božič je prepovedan, za Božič se gre za polnočko glihtak, če tudi se potem zjutraj ob 4 že moraš stati in iti na šiht, ne, ob polnoči si bil pri maši, torej je ta upornost, tako da je škof Volk, to je Aco Jeraj, to piše, no, pravi goreči škof, tam nekje leta 58, rekel svojim sodelavcem, zmagali smo. Ne, ker tam okrog leta 50, pa takrat, ko bo zažgan, pa tisti prvo 5 letka 50-ih, je bilo tako huda represija, da se je zgledalo, da nas požrli, da bo cerkev zginila, če bo tako se nadaljevalo. Ja, ampak smo tisto zdržali in potem so se, to pa je rekel zato, ker se je bogoslovje napolnilo. In bogoslovje se je napolnilo, tako da je to eno tiho, to obdobje mogoče ni tako dokumentirano pa raziskano, ampak zgodovina krščanstva je to čudovito obdobje upora, ne. Seveda, moram pa vedeti, da so ene elite že prej bile ateistične, da niso vezane na komunizem. To so te meščanske elite, recimo akti petega slovenskega katoliškega shoda, ki se je vršil leta 23 v Ljubljani. Ti akti analizi družbe že imajo vpisano, da so kaki izobraženci, zdravniki in podobni neverni. Se pravi, že okrog prve svetovne vojne v slovenskem prostoru opažamo neko nevernost, pojav nevernosti med intelektualci. In potem že takrat opozarjajo, če je začela elita biti neverna, bo to šlo potem naprej. Če je intelektualna elita neverna, bo potem to nekako prestopilo na druge skupine in počasi šlo naprej, ne po družbi. Tako da bi se nam ta sekularizacija verjetno tudi zgodila brez komunistične revolucije. Ne? Najlažje si nam je predstavljati Avstrijo. Mi bi bili tako kot Avstrija, če ne bi bilo komunistične revolucije. Na koncu bi glih tak večji odstotek ljudi nekako odšel od cerkve, ne? Ker je splošni duh taki. Mi smo pač potem imeli to krvavo komunistično revolucijo, ki je potem ta proces, kako bi rekel, na silo potisnil naprej in ga tudi zaznamoval s krvjo, ne? Se je ustvarjal mučence v cerkvi in ta prvi ateizem pa tudi omadeževal s krvjo. Ta prva generacija revolucionarnih ateistov je pač vezana na revolucijo, na kri in nasilje, ne na premislek, je Bog ali ni Bog. Potem, ko ti nekoga ubiješ, potem rečeš, se ni Boga. Potem je lažje, ne? Tako da tudi ta tip ateizma, ki se je z revolucijo pojavil pri nas, tudi še treba pobliže pogledati in spovedati, kakšen tip ateizma to bil. Tale Dušan, partizan Pirjevec, ja. Je rekel, zapisal tam v 60-ih, bil toliko iskren, rekel, mi nismo imeli socialne revolucije, mi smo imeli nihilistično. Če bila socialna revolucija, bi pač nižji sloji zrasli, ne? Višji sloji pa bili malo pomanjšani. Mi pa smo imeli nihilistično, ki je potrebovala trupla, ki je šla v produkcijo trupel, ker je nihilistična, ker torej razbija svet, razbija, ne?
In Pirjevec potem pravi, socialna revolucija še nas čaka. Da recimo, lahko rečemo, prehod v demokracijo je potem bila tista prava socialna revolucija v Sloveniji, no? Če bi rekel tako, no? Lahko. Evo. In kaj bi pa lahko rekel še glede tega, kar sem vas vprašal, glede prenašanja vere na naslednje generacije? Zdaj tukaj pač imamo, marsikdo ima izkušnjo tukaj, ja, ne, da mi smo še bili verni, naši otroci še dajo morebiti krstiti, vnuki pa niti to več ne. Niso več niti krščeni, tako da glede na to, da se ukvarjate tudi veliko s pastoralo. Ja, zdaj, ena grenka tolažba je, da se celi Evropi to dogaja. Ne, zlasti v Zahodni Evropi. Vzhodna Evropa bolj vztraja, Vzhodna Evropa. Imamo v Vzhodni Evropi celo imamo fenomen, da je v eni državi Vzhodne Evrope, bivšega sovjetskega sistema, v eni državi mladi so bolj verni kot stari. In to je Gruzija. V Gruziji je mladina bolj verna kot stari. Ko sem bil v Gruziji, sem potem, ker sem ta podatek že vedel, sem potem opazoval v cerkvah mladino. In res, vsaki uri, vse posod so neki mladi bili v cerkvi, molit pridejo, ne? Dekleta v tistih kavbojkah, potem se morajo oviti okoli bokov, ne? Neko tako ruto dobijo na vhodnih vratih cerkev in potem grejo v cerkev, zmolijo, prižgejo svečo in tam v cerkvi, njihova pastorala se vrši v cerkvi. Duhovnika, 2, vse ne vem, ali mogoče to je kakšen diakon, ker jih ne prepoznam po tistih njihovih opravi, ne? Tam sprejemajo ljudi in se pogovarjajo. Potem sem pa rekel, če je to tak in to med delavnikom, ne, da imaš, recimo tako imaš v Ljubljanski stolnici, tu imaš duhovnika, ki dežura, ampak dežura v spovednici, to je sakrament, ne. Potem, ko pa tu imaš duhovnika, ki sprejme, ne, je to njihov veruk, to je njihova evangelizacija, ne. Ok, slaba tolažba je pač to, grenka tolažba, da se to celemu Zahodu dogaja, ne. Zakaj se nam to dogaja, to pa so res globoka vprašanja, ne. Ni nujno vse povezano kar z duhovnostjo, pa kar z ateizmom in globokim odpadom od Boga osebno, ne. To včasih prehitro rečemo, ne, da so kar tako pozabili Boga. Ni nujno, da je vse tako povezano s tem, ker ateizem na koncu ni zmagovita oblika duhovnosti ali pa družbene zavesti. Nekje v celi Evropi trdi ateizem ostaja še vedno v manjšini. Ne, tudi v Sloveniji imamo, da ne več vem, kak so zadnji podatki, ampak mi smo imeli tistih trdih ateistov od 15 do 20%. Še zdaj, par let nazaj, ko sem še se s tem bolj ukvarjal. Ne. Torej, ni trdi ateizem tako močan, torej, ampak bolj neki način življenja, kot je rekel Benedikt XVI, kot da bi ne bilo Boga. Bog lahko je in verjetno ga bom na smrtni posli rabo, ne? Ampak zdaj bom živel, kot da ga ni. Ker se mi življenje ponuja v takem razkošju in s toliko dražljaj, in da to moram izkoristiti. En sociolog, ko sem pred kratkim prečital o njem, nemški sociolog, letnik 65. No, on pravi, živimo v času družbenih pospeškov. Hartmut Rosa, primek pa ima italijanski Rosa. Torej, Hartmut Rosa, on pravi, živimo trenutek socialnih pospeškov. En primer vam dam, kaj je to socialni pospešek. Vi greste eno leto v Afriko, v Egipt, na morje. In vidite, da to funkcionira, da poceni in da se da skužiti sistem. Rečeš, zakaj bi šel enkrat na leto, lahko ne 2-krat, potem rečeš 3-krat, potem rečeš, zakaj ne bi še drugam šel, pa tak naprej, vse možno. In se ti odpre potovanje, in tvoja želja po potovanju dobi pospešek, na koncu pa ti da praznino. In on pravi, torej, izgoretje ni psihološki fenomen samo, ampak je sociološki. Ker je taki pospešek družba dobila, toliko možnosti, da se nabašeš, toliko dražljajo, ki jih moraš izkoristiti do konca. Jaz sem samo primer potovanja dal, ali pa recimo gledam filme,
Lahko gledam enega na teden, lahko enega na dan, lahko 2 na dan, lahko 3 na dan, vse to so plaufajo. In potem se mi zdi, da ne bom, če ne bom vseh videl, ne bom dohitel časa. Ali pa grem na sprehod, spet en socialni pospešek, grem na sprehod. Grem na sprehod s psom. Je že ena obveznost, že psa malo vodim. Zakaj bi izgubljal čas, ko lahko še muziko poslušam, si dam muziko noter. Torej, sprehod, pes, muzika. Še ni dosti, po logiki socialnega pospeška še nekaj mora biti. Ja, telefon. Pa še malo. Muziko s telefona poslušal, pa še brskal. Ne? In prijem sprehoda utrujen. In ponavljam teh sprehodov neskončnost in sem vedno bolj izgorel. Ne? In on pravi, ne? In ta logika socialnih pospeškov in izgorevanja nas oddaljuje od Boga. To je zanimivo, kot sociolog to reče. Od narave, od družbe in od Boga. Pravi, pride do efekta odtujenosti. Ti loviš samega sebe, neke dražljaje, se ujameš v to, izgoriš pa stik z bližnjimi. Pa z naravo, recimo. In z Bogom. Recimo, tak, ki gre na sprehod. Če bi ostal samo pri golem sprehodu, brez psa, muzike, pa scrollanje, ne, bi ostal v stiku z naravo. In verjetno bi lažje tudi kaj zmolo pri enem križu, ko bo šel mimo. Pa lažje pozdrava nekoga, ki je že dolgo ne videl, ko ga tam sreča. Pozdravljam, kak si, pa stisnu roko. Zdaj pa celi zadelan in lovi sam sebe in se izgubi. No in to je ena razlaga, recimo zdaj toliko da rečem, ne, da se ne bi vsega razlagali kar na mističen način, v smislu, ljudje grejo v stran od Boga, ga zavračajo, skoraj ga sovražijo, ne. Ampak je tudi družba kot taka naravnana k temu, da človek izgubi stik z naravo, z bližnjim in z Bogom. Po svoji tej nore dinamiki, v kateri smo zdaj zašli. Hvala. O tem bi se dal še gotovo še veliko reči, ampak pejva nazaj na vaše knjige, da se bomo potem še na koncu vrnili malo na ta splošna družbena vprašanja. Če se zdaj malo preselimo v 20. stoletje, vidimo tukaj te 3 knjige. Prva je bila 2022 izdana Pogovori z njo in prenovljena izdaja tudi lansko leto. Gre za zgodbo o prisilnem mobilizirancu v nemško vojsko med 2. svetovno vojno. Glavni junak Jakob Špilek je bil prisilno poklican in se sooča s tem kaosom vojne. In ko se vrača z nemško vojsko, se pravi, v kateri je bil, se vrača iz Normandije in se potem počasi umika proti domu. Vmes se tudi ustavi v Nemčiji, kjer je pač bil ranjen. Živi nekaj časa na eni kmetiji, kjer ga lepo sprejmejo. Se skoraj da zaljubi v to gospodarico, ki je vdova, ampak se vseeno potem odloči, da se vrne v Slovenijo, ker ga tam morda še čaka njegova izvoljenka. Sicer, ko pride domov, je kar šokiran, oziroma smo morebiti vsi šokirani, ko to beremo, ko se veseli svobode, hkrati pa je prva stvar, ki ga doleti, da ga v tem zaprejo v taborišče, oziroma v zapor v Begunjah, ker je bil pač sumljiv sistemu, ker je bil mobiliziran in tam dejansko skoraj umre. Tako da to je okvirno pač zgodba tega prvega romana. Drugi je pa potem Razmik med žerjavi, je bil 2024 izdan. Ta zgodba se pa osredotoča na Ludvika Voduška z Dravskega polja, ki se je pa znašel na ruski fronti, tudi mobiliziran v nemško vojsko. In pri njemu je bilo to zanimivo, da se je zaprisegel sam pri sebi, da ne bo ubijal ljudi. Niti sovražnika, niti kogarkoli druga. Kljub temu, da je pač bil v vojnem času, so bile hude preizkušnje, da dejansko je bil tudi sam s tem v življenjski nevarnosti, če bi drugi videli, da je tihi dezerter, ker ne strelja na nasprotnike. In tudi v tem romanu res vidimo to tragedijo vojne, človeških usod in morebiti zaradi tega tudi lažje razumemo težo vojne, ki se trenutno dogaja, recimo v Ukrajini. Ker zanimivo, velik del knjige se dogaja ravno na teh bojiščih v Ukrajini.
Tudi v tej knjigi so te kraji, dogodki, osebe zelo natančno popisani, tudi z zgodovinsko izpričani. No. Je res, pater Branko si vzel čas, naštudiral, kaj se je katerega dne dogajalo, v katerih krajih. No, potem se pa ta pot tega Ludvika Voduška se sklene v Budimpešti, gre proti domu. Tu se pa že preplete s junakom tretjega romana, Dolina zvezd, ki je šel lansko leto. Ta se tudi vrača nazaj v domovino. In v tem romanu Dolina zvezd se pa preselimo v ta leto 45 in povojni čas, skozi življenje tega Cveta Ogorevca, Borisa, partizansko ime, ki se je po vojni vrnil v domovino, se pridružil partizanom in po vojni končal tudi v komunistični partiji in v Ozni. Skozi roman tudi se srečamo z usodo kočevarjev, se pravi, so bili Nemci, ki so živeli na Slovenskem stoletja, 6-7 stoletij, in so bili potem po vojni prisilno izseljeni po odločitvi komunistov. V tem romanu Dolina zvezd, se pravi Sterntal po nemško, Sterntal je Dolina zvezd, kar je lahko tudi drugo ime za Kidričevo oziroma strnišče pri Ptuju. Tukaj je pa velik del romana se dogaja tudi tukaj, ko opisuje avtor dogajanje v tem taborišču. Zdaj, to taborišče so že Nemci med drugo svetovno vojno imeli, potem so ga pa komunisti prevzeli in je bilo v njem zelo veliko ljudi, tudi do 15,000, če sem si prav zapomnil. In veliko takih, ki so bili sumljivi sistemu ali so imeli nemške korenine ali kakorkoli. In res tukaj mene je zelo ganil ta opis krutosti ravnanja z ljudmi v tem taborišču. Zdaj, enkrat sem poslušal na eni drugi predstavitvi te knjige, ste rekli, da so bili komentarji, za ene je bilo premalo nasilno, za ene preveč. Jaz sem bolj na tisti strani, ko je res, ko ti kar da misliti in težko pozabiš, no? Kako lahko človek se postane tak krut do sočloveka. In na koncu se ta roman tudi konča s tem, da ta Cveto Ogorevc tudi emigrira v Argentino. V zvezi s tem bi vas vprašal, z vsemi temi 3 knjigami, glede na to, da je o drugi svetovni vojni napisanih že veliko knjig, zakaj so potrebni ti vaši romani? Ali na novo pišete zgodovino, oziroma ste revizionist, kot učitajo najbolj. Enkrat sem dopisal, da piše knjigo o drugi svetovni vojni, pa sem kar dobil revizionist. Čakaj malo, počakaj, da napišem, pa preberi, potem me oceni. Ampak ker si katoliški duhovnik, si že revizionist, ker se druga svetovna vojna sploh omenjaš. Druga svetovna vojna ima ogromno usod, ki sploh niso obdelane. In jaz sem se držal tega pravila, povedati zgodbe, ki še ni povedana, ali pa še premalo povedana. In za istočnico romanov sem vzel usode slovenskih fantov in moških prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. Mi smo imeli vse skupaj okrog 70,000, v glavnem Štajercev, ampak tudi Gorencev seveda, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko. Nikdar v zgodovini slovenskega naroda ni toliko fantov in moških bilo v eni vojaški formaciji, kot takrat v drugi svetovni vojni v nemških uniformah. Tudi, ne vem, dombrancov je bilo manj, partizanov je bilo manj, kasneje smo sicer bili v JLA, no se če bi bila vojna, potem bi bili v JLA v istem trenutku, seveda bi bilo to več Slovencev vključenih, ampak tako kot je zdaj zgodovina, največ Slovencev naenkrat v eni vojni je bilo v nemški uniformi, kot vojaki. In te zgodbe nismo smeli slišati. Niso bile povedane. Njihovo trpljenje ni bilo spoštovano. Oni so se hitro po vojni začeli organizirati, ti mobiliziranci, da bi zahtevali svoje pravice, zlasti od Nemčije, ker so bili nasilno mobilizirani. In so ustanovili društvo. In leta 1947 so mogli to društvo ukiniti, ker je partija rekla, to bomo mi rešili.
pa ni nikoli rešila partija tega, da bi tem bila povrjena škoda. Potem v 60-ih, 70-ih so začeli eni sami hoditi v Nemčijo in tam si lahko prek nekega urada, pa z dokazili in td. Dobo neko nadomestilo ali pa celo neki dodatek do penzije, ne, iz Nemčije, zato ker si bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Torej, v slovenskem prostoru pa seveda njihove zgodbe niso bile povedane, razen nam vnukom na peči. Ne? Svojim otrokom še ne tak, ker jih ogrožaš, če preveč vejo. Pa se pa že malo postaraš, pa tak, pa že stvar se že malo vse skupaj umiri, pa lahko potem vnukom skoraj več poveš kot svojemu otroku. Ne? Ker otroka, če zdaj ve, lahko kaj napačnega naprej pove, pa sam sebe ogrozi in tebe in celo familijo. No in tako sem rekel, bom te zgodbe vzel. In ta zgodba sem vzel iz pripovedi mojega starega očeta, ne? Tudi pogovori z njo, naslov je iz ene njegove izkušnje. V bistvu, on je med drugim srečeval v nekih ključnih momentih, kot nemški vojak srečeval ene ženske. Eno Francozinjo, ki ga nadrla, kaj si zdaj tu nas Francoze tlačiš, če si Jugoslovan, ne, takrat pač Jugoslovan, tako se je pomovalo. Domov bi šel, pa se proti Nemcem boril. Ne. Potem tam je potem tudi naslov. Na položaju, to je bilo nekje blizu Koblenca, nekje marca 1945, je imel stari oče položaj zraven Britofa. Ameriški bombniki so preleteli, bombardirali položaje in seveda padlo je tudi nekaj bomb na Britov. In je iz enega svežega groba vrglo truplo mlade ženske ven pred položaj mojega starega očeta. In on je bil tam, verjetno ni smel se razkriti, ne, iz položaja, kar tak ne smeš ven, in je potem opisal to žensko, ker je bila zgleda pred kratkim pokopana, ne. Pa da bila lepa, pa da kakšne lase imela in to, ne. Torej, in jaz si potem kasneje to je odrasteš, no. Te zgodbe ni nam povedal, to je potem svojim hčeram povedal, on je pa nam, ko že je bil pokojni, smo to zvedeli vnuki, no. Sem si potem mislil, kaj se on z njo pogovarjal, kaj je storil, da krščanska dolžnost je pokapati mrtve, ne. Ali se je splazil ven, pa je poskušal to truplo zvleči nazaj na pokopališče, pa malo zagrniti zemljo, ali kaj je naredil, ne. Jaz sploh imel čas kaj narediti. Ne. Ali pa je vprašal, kaj pa ti tu delaš, kako si ven prišel, kdo si, kako življenje si imela. A bom jaz tudi tako končal kot ti. Ta bomba, ki je tebe ven vrgla, lahko bila meni namenjena. Ne. In podobno, torej, od sem potem naslov romana naredil in ga potem tudi malo, bi rekel, poduhovil, ko sem potem vse skupaj tudi malo na Marijo, kot ženski lik, ne. Tako naprej. Tako da v romanu imate celi razdelek romana, je narejen v akrostihu, se pravi, da so prve začetnice posameznih odstavkov. Če berete prve začetnice, preberete molitev O Gospa moja. Do konca, ne. Ja. To je, tako sem se malo... No, tu pa sem potem vzel tudi zgodbo, resnično, to pa z Frankolovega gospod Ivan Čretnik, to je Jožef Veronek, moj stari ata Kovač po poklicu. Tam pa Ivan Čretnik z Frankolovega, ki pa je naredil to za obljubo, da ne bo streljal v nikogar. Mene ta njegova zgodba strašno navdušila. No. Sem že slišal prej od njegovih vnukov, potem pa, ko je bil na smrtni posli, pa mi je povedal v celjski bolnici, on sam, ko še lahko govoril, mi je povedal in potem sem si rekel, če ti v plejadi zgodb, ki jih lahko poveš na smrtni posli, poveš zgodbo, kako nisi streljal v ruskega vojaka, ko sta šla 1-1, pa si ti puško dol vrgel, si mi podal več kot zgodbo, podal si mi duhovno dediščino svojo, ne. Jaz sem v enem trenutku bil star takrat 21 let. V enem trenutku sem bil pripravljen umreti, rajši jaz, kot da drugega strelim, ranim, prizadenem. No in mi je opisal to srečanje z ruskim vojakom. Pač sreča je bila to, no, da sta bila sama, ne, ker sta bila oba nekako v izvidnici na tistem No Man's Land, kak je po slovensko? Nikogaršnja zemlja, ja. Da sta bila tam oba, ne,
in potem nista bila obremenjena z drugimi vojaki. In potem je tudi Rus puško dol spustil in tam mu je dal znake, da je Slovan, in sta si potem pol ure se pogovarjala, sta si slike kazala svojih domačih, pa vsak svojim nazaj. Ne? To je zgodba, ki ti da solze v oči. In se zgodi v tistem peklu, se zgodi čiste evangelij. Čiste evangelij. Torej, in potem sem pa, ko sem to malo raziskoval, pa ko sem nekakve večere imel, pa sem že knjigo tudi predstavljal, takrat še pa bolj, skoraj na vsakem večeru, ko se je ta knjiga predstavljala, je kdo rekel, ja, pri nas naš stari ata tudi, ali pa oni stric tudi, ni nikoga rano, ni nikoga streljal, vse je to za obljubo dal. Celo je bil primer, ko je ena gospa rekla, da je pri njihovi familiji bilo tako, da je stara mama ali kdo pač teh prednic, ne, je rekla njemu, ko je šel na fronto, če boš koga vbil, nema poroke z mano. Nočem imeti z morilcem. Mislim, kako, potem sem to malo še šel, kje bi, zakaj, odkot so to dobili. Jaz sem si predstavljal, da to je prišlo nekje iz tistih katoliških gibanj, pacifizma v gibanjih in tak sem si malo predstavljal. In enkrat sem slučajno bil na kosilo, na katerem je bil tudi en upokojen celjski sodnik, ki je pa te zgodbe poznal. In on mi je rekel, tak mi je rekel, ko zdaj sve povem, to, da niso streljali v ljudi, ti slovenski fantje, rekel, to niso dobili od familije, to so dobili od župnikov. Potem pa mi je razložil, kje je on to prebral, kje je on to slišal, kako je on do tega prišel, ampak zanimivo, ne? On mi je razložil, je rekel, po prvi svetovni vojni je bil odpor do vojne tako velik, zaradi Soške fronte, veliko fantov padlo in tista klavnica tule gor, ne, da se je tudi v cerkvi nekako razširil neko pacifistični duh in tudi pridige, in to je bilo potem usmerjeno ne ponoviti vojne, ne ponoviti klavnice. In potem tista generacija vmes se tudi marsikdo navdihnil v tej ideji popolnega miru, ne, in nenasilja. To je spet ena stvar, ki bi mogli zgodovinarji še recimo, koliko še kaj dokumentacije to raziskati. Jaz sem pač roman naredil na to temo, ne, in upam, da bo roman tudi malo pomagal to plemenito obdobje slovenskih fantov, ali pa ta moment plemeniti, da bo malo pomagal razkriti. Kaj pa ta zadnja knjiga, Dolina zvezd, ste tudi tukaj imel kakšen navdih direktno iz osebne zgodbe, pričevanj, ali pa kako ste sploh prišel na to, da bi se poglobil v to taborišče Šterntal? Torej, jaz sem tam blizu doma, ne. Hajdina pri Ptuju je dejansko fara je takrat segala, hajdinska fara, naša fara in gozdovi naše familije so segali čisto do današnjega Kidričevega. Torej, mi še zdaj rečemo Šterntal. Če na Hajdini rečeš, da greš na Kidričevo k zobozdravniku, si čuden. Greš na Šterntal, greš doktor, ne, kam pa? Še danes mi to nemško besedo uporabljamo za ta kraj, ker Kidričevo je pač umetna, ne. Torej, in je pač ta zgodba pa tak, ta glavni junak bi lahko bil malo približek ene osebe, ki jo jaz poznam, ne. Lahko bi bil en oznovec oziroma povojni komunist, med vojno pa nemški vojak, ki je delal grde stvari v Rusiji in Ukrajini, ne. Ampak tu pa res bolj literarni lik, in stvar pa je krenila že kmalu na mojo novo mašo. Moja nova maša je bila taka, ker 59 let ni bilo nove maše na Hajdini, pač Hajdinčani so taki meso, pa fuzbal, pa gasilci, ne. Ker tisto, kaj je zraven. Ministriranje pa to že več ne, to je že malo neka druga stvar, ne. Torej, ne, in nova maša dolgo ni bilo, 59 let, in je prišlo silno veliko ljudstva. Na travniku smo imeli in par dni po novi maši pa imamo tam z vaškimi možmi, tam nekaj smo še pospravljali pa to, pa mi eden reče, koliko ljudi je bilo, veš, še on je bil, ki se je na Šterntal prek živih ljudi vozil z motorom.
kaj si pa ti zdaj povedal? Kaj, kje? Ja, Šterntal, lager, ne, taborišče. Kaj je delo s težkim motorom prek živih ljudi? Ja. Pa bil na moji novi maši. Ja, na tvojo novo mašo je prišel. Rekel, celo on je prišel, ne? Toliko ljudi je bilo, celo on prišel, morilec. Ker oni so se, potem sem to videl, to je bil način mučenja, ki je bilo bolj zanesljivo, kot pa mučenje s konji. Eno mučenje so poskušali s konji, ampak kon noče pohoditi človeka, ne? In potem so šli s temi motorji, običajno tako dolgo, da je eden izdahnil. So se vozili, zdaj točna tehnika tega mučenja, ali so šli čez trupla kar tak, ali so kako deščico dali gor, v glavnem zmečkali so jih, ne, te ljudi spodaj, torej, in to so ves čas ponavljali. Mnogo let kasneje sem zvedel, da v moji vasi ni bil eden, ampak 3. Ko mi je to en starejši gospod rekel, veš kaj, 3 so bili v naše hajdine, se pravi, ne, ki so to delali v Šterntalu. Pa rekel, ne bom ti povedal imen, sem rekel, nočem. Si mi že vse povedal, ko si rekel 3. Ne, potem razumeš tudi ene stvari v vasi, ene tabuje, eno neizpovedano, ene strahove, ne, ker so ljudje vedeli, ne, zvedeli potem po vojni. No in ta zločin, torej, pa da se to zgodilo blizu nas, pa potem so povedali, da so trupla pokopavali v okoliških gozdovih najprej, kasneje so pa jih na Pohorje vozili in tam streljali, ne, teh šterntalskih žrtev. In potem mi smo imeli tam gozd in en gornji del gozda, tisti, ki je bil najbližje Šterntalu, je bil drugačen od vseh drugega gozda. Drugi gozd je bil strnjen z drevjem, mešani gozd, potem pa kar tak neko ščavje, pa nič kaj pravega drevja. In sem jaz potem kasneje rekel, kaj pa če so tam notri ljudje pokopani? V naši goši, ne? Ko sem se jaz igral v tisti goši, pa vse to. Tako vprašanje potem pridejo, ne? No in to me je potem gnalo, sem rekel, enkrat bom to temo, če se da ubesedil. No, ko sem začel romane pisati, ne, sem imel nekaj idejo, da enkrat bi tudi to ubesedil. No in potem sem se lotil, tako da sem vire seveda prebral, zdaj en partizanski vir je Lackov odred, ki ga opisujem v prvem delu romana, ne, pa partizani na severni meji, torej, ker glavni junak pristane pri partizanih, potem partizansko saniteto spoznamo, sem malo tudi simbolike dal, ne, da ranjenec gre pod zemljo, kakor Kristus v grob, ne, potem pride na pomlad ven, šel sem tudi obiskati te podzemne bolnice, ki so jih imeli na Pohorju oziroma tam na Kobanskem, in potem se tudi duhovno prerodi. Ker sem v tem romanu imel veliki problem. Zdaj, glavni junak je morilec. Zlasti, če si prebral prejšnji roman, ne, te je strah brati ta roman naprej. Imaš totalnega negativca, skoraj demona. In kako ga narediti, da ne bo taki negativec? No in potem sem si pač to bližino smrti zastavil, da umre, je ranjen, težko ranjen, komaj preživi in potem se zbudi v neko novo stvarnost, ne, tudi kot neka božja milost se ga dotakne. On bi bil mogel mrtev, pa je živ. Ima fajn postrežbo, eno fajn judinjo, medicinsko sestro, ki mu stoji zraven, veš čas, tu sem se malo proti tej doktorici Franji, ne, ki je bila taka dobra zdravnica, partizanska sicer, ampak ni pa bila komunistična, recimo, ne. Torej, tako, da sem ta roman tako zastavil, potem pa seveda taborišče. Zdaj, na Kidričevem imamo delavsko prosvetno društvo Svoboda Kidričevo. In to delavsko prosvetno društvo Svoboda Kidričevo ima zgodovinsko sekcijo Mateja Slekovca. Matej Slekovec je bil en duhovnik iz 19. stoletja, pokopanja na Navljah. Takrat je veljal za enega začetnika tega zbiranja arhivskega gradiva in to zgodovinar, ne. In to društvo je zelo dobro raziskalo taborišče Šterntal. Ima gradiva, bi rekel, skoraj tako kot Možinov razkol, ne bi lahko nastal ena lepa monografija o tem taborišču. Kaj je bilo posebnega na tem taborišču? To taborišče je bilo največje, večje od Šentvida in večje od Teharjega. V njem
ni bilo namenjeno za uničenje, Pekarsko je bilo za likvidacije namenjeno, tudi Šentvid so jih vozili na likvidacije, ne? Ampak za kazen in izgon zlasti pripadnikov nemške manjšine na Slovenskem. Takih, ki jim nisi mogel dokazati vojnih zločinov, ampak si jih potem kolektivno kaznoval, ker so Nemci. In ker seveda so hodili na nemške shode in tisti kulturbunt in vse to. Ne. Ustanovitelj taborišča je bil Mitja Ribičič. Imamo dokumente, kak 12. junija obišče ta plac, reče, tu bi bilo taborišče za obračun s Švabi, za 25.000 ljudi. Takrat so še celo mislili podonavske Švabe, ti, ki so bili v Podonavju, v Banatu, ne, voziti sem. To taborišče je potem bilo, tako pravijo zgodovinarji, poleg te krutosti in sadizma, ki ga srečamo pri teh stražarjih in to, je bilo tudi organizacijski polom. Niso bili sposobni furati, na vrhuncu naj bilo 13 do 15 tisoč ljudi, niso bili sposobni nasititi ljudi, niso bili sposobni zdravstveno skrbe, niso bili sposobni. In je bil en polom in zato se notri pojavlja ogromno bolezni, večina ljudi je umrlo zaradi driske, diareja, potem griža, kasneje še se tifus pojavil, sončarica, podhranjenost, zlasti pri malih otrocih, ne, veliko umrljivost malih otrok, ker so bile cele družine notri. In torej, to taborišče je bilo hujše kot Dachau. Dachau je imel višjo obliko organiziranosti in več možnosti za preživetje kot Šterntal. Potem se je pa zgodil ta čudež nebeški, da so avgusta 1945, ko je taborišče glih najbolj zalaufalo, je že prišel mednarodni Rdeči križ noter. Ena hitra inšpekcija in takrat je Tito seveda že pazil na svoj mednarodni ugled in je ta hitra inšpekcija rekla zapret. To ni normalno. Kaj imate to? In so potem nekaj v mesecu in pol od tistega obiska inšpekcije dejansko taborišče zaprli. Vmes so še pa 500 otrok preselili v Ormoški grad. Naredili otroško taborišče. Posebna zgodba. Ormoški Petriček, tako imenovani. Ne? Ampak seveda potem je to taborišče bilo konec septembra, da so začeli zapirati, v oktobru 45. več ni bilo. In tudi zato je šlo tako hitro v pozabo. Ker je potem že izginilo, ne? Ga več ni bilo. Medtem ko so pa podobna taborišča v Banatu in v Sremski Mitrovici delovala še 2 leti. In verjetno bi tudi Šterntal bil nekaj takega. Ne? Tako da v romanu potem srečamo tudi to usodo Nemcev pri nas, Kočevarjev. Deli romana so v kočevarščini. Sam veliki presvetli profesor Drago Cvirk, ko je bral roman, ne, je rekel, ko je prišel do tistega točke, ko se začne kočevarščina, je rekel, kako jim je pa zdaj zagodel tiskarski škrab. Kaj pa za to neki jezik? Pa še črke malo drugačne. Ne? No, tu so veliko delo naredila torej gospod Johan Jaklič in njegova hči Helena Jaklič, ki sta napisala tiste dele v kočevarščini, prevedla iz moje slovenščine v kočevarščino. Morate vedeti, da je to delo toliko večje, ker kočevarščina ni bila pisan jezik, to je bil govorjen jezik. Ker tudi Nemci potem v tistih uradnih svojih časopisih so uporabljali knjižno nemščino. 20. stoletje se je že začelo, ne, in takrat je tudi že knjižna nemščina bila, torej so jo kočevarji vzeli za svojo kot uradni jezik. Med sabo pa so imeli kočevarščino. Teda so ona dva obudila ta pogovorni jezik, ne, in ga spravila torej na papir in tako da srečamo kočevarščino, tako da ima tudi to vrednost romano. Zanimivo je ta Julija, se pravi, to je punca 15 let stara, ki piše dnevnik, kočevarka, in je res ganljivo videti, kako ne obupa, čeprav je res, pač jo preselijo, ji ubijajo starše, še bratca ju vzamejo, ponaredijo mrliški list, ker so pač bratca prodali komunistom oziroma so si ga prilastili pač te vodilni. Ampak ne zgubi upanja, no? In tudi drugi liki se mi zdi vaši tukaj
niso taki tipični liki iz sodobnih slovenskih romanov, ko se iščejo, ko ne vejo, kaj bi sami sabo, ko se utapljajo v neko depresijo, nihilizem. Ja. Kaj o tem rekel? Ja, v mojih romanih ni tega tragičnega subjekta, ne, zdaj, tragičnega smisla, v tej eksistencialni tesnobi. Ne. Junaki so strahotno preizkušeni, Bog ne daj, da bi nas doletele tako strašne preizkušnje, ampak so pa trdoživi, vedno ima na koncu eno točko, kateri teži. Ne. Tista točka je, vsaj pri vojakih na fronti, je bila domov. Jaz imam dolg do svoje familije, jaz moram živ domov priti. To je moj dolg do moje družine. Ne. Živ moram domov priti. Torej, upati, storiti vse, da ne podležeš potem, tu sem potem bral tudi en tekst, ko pravi, eni avtor sem bral, ko opisuje prav to obup, ne, na fronti, da so vojaki obupali in pravi, da običajno tisti vojak, ki je začel obupavati, pa jokati, pa kaj se mi dogaja, pa vsa krivica sveta se na mene, ko smo se na frontu poslali, pa on je že mrtev, da tisti vojak je prej slej padel. Že zaradi izgube fokusa. Nekako postal premalo odziven. Prej slej ga nekaj zadelo. Ne. Torej, in torej, tihi protagonist teh mojih 3 romanov, ne, je upanje. Torej, ta sila, ki drži po konci človeka, ne, da upa in gre naprej. In tudi seveda ta junakinja Julija, medtem ko je glavni junak Cveto Ogorevc bolj ta sodobni, tragični lik, ki išče sam sebe, ne, in na koncu išče neko rešitev, je pa Julija klasično krščansko dekle upanja. Ne. Še ko vse zgubi, ko torej reče, ko je že izgnana iz Slovenije skupaj z eno družino tehle apaških Nemcev iz okolice Gornje Radgone, je izgnana čez karavanških tunelih, poženejo ven, to je bilo oktobra 1945, še reče, zdaj bom tu živela blizu te jugoslovanske meje na avstrijski strani, ker imam 3 grobove. Imam dolžnost do očetovega groba na Pohorju, ko so ga tam ubili, do mamenega groba v Kočevju in do takrat še ne ve, da bratec v bistvu še živ, ne, in do bračevega groba v Ormožu. In še ko je popolnoma na tleh, ko je vse izgubila, še ima nalogo in smisel v življenju. Ne, si zada. Tako čisto spontano. No in je tako prikazana ta, bi rekel, trdoživost, človeška trdoživost, pa tudi to moč upanja, krščanskega upanja. V teh romanih se tudi veliko sprašujete oziroma odpirate vprašanja krivde, odgovornosti, odpuščanja. Tudi prej ste že omenili, tudi v naših krajih tukaj imamo še Škofjeloški grad, Brezna v okolici Škofje Loke še neraziskana. V Davči je bil ubit Filip Terčelj. Kako vi gledate na to odpuščanje? Tam, kjer so rane še žive, globoke, da ne bi ostali ujetniki, talci teh ran, ampak da bi živeli lahko tukaj in zdaj. Zdaj, odpuščanje ne smemo zamenjati s pozabo. Ne? Mi teh stvari ne smemo nikoli pozabiti, ker smo dolžni do žrtve spomin. Žrtve si zaslužijo naš spomin. In več kot spomin zaslužijo si seveda grob. Ne? Zato je naša civilno-družbena, tudi politična akcija, kulturna akcija usmerjena v tem, da vsi ljudje dobijo svoj grob. In da je to je temelj posvečenost mrtvih, ne rečemo, ne? To je temelj civilizacije, eden izmed temeljev civilizacije. V primeru Šterntala je zdaj tako, da je ta skupina zgodovinarjev, to so pokojeni zgodovinarji, veste, pogumni možje. Eden je mene učil zgodovino na Ptujski gimnaziji, saj ni smel na gimnaziji učiti, učil je na bolj poklicnih šolah, ampak je prišel nadomeščati. Glejte, on je leta 82 in 83 stal pod Titovo sliko, pa nam govoril o zločinih komunizma. In je rekel, glejte, Stalin jih je pobil več kot Hitler.
Komunizem več kot nacizem. Take so številke. Od Titovo sliko nam je to govoril še tistih časov, ni imel straha. No in sem mu to rekel, gospod Janžekovič, ne? Sem rekel, gospod Janžekovič, jaz sem vas kot gimnazijec včasih poslušal, ko ste prišli k nam učiti, pa se spomnim, da ste pod Titovo sliko rekli, da je komunizem pobil več ljudi kot nacizem. Je rekel, vidiš, da se spomniš, ko mi ljudje to ne verjamajo, da sem si to upal. No, in tu ti ljudje, potem je ta gospod, ki je na vrhu Pohorja, sam leta označeval grobove. Martin dobil je zdaj avstrijsko priznanje, ne? Ker se je zdaj tudi postavil spomenik. Ker potem tiste likvidacije, ki so bile sredi poletja, se več niso vršile blizu naselij in so se vršile po noči, pa stran, ne, tudi Kočevski Rok je bil podobno, torej stran od naselij. No, in v našem primeru je to bilo potem vrh Pohorja, tam Areh, če ste daj bili, tam okrog so ti grobovi, so tudi označeni. No, taki ljudje potem peljajo stvari naprej, tiho, več čas dela, ne. Jaz se spomnim, ko sem še bil študentski duhovnik v Mariboru, pa smo kdaj skavti leteli na Pohorje, pa smo šli mimo tistih grobovčekov, pa si kar sredi gozda videl tam neke kamenčke skup, pa križek, pa kaj to je, takrat nisem bil obveščen, to leta 2000, ne, še nisem tako poznal te zgodbe. Kaj to je, ta gospod je ta neumorno leta in leta označeval grobove, ne. Pa tudi se razbiral dokumentacijo in vse to in zdaj je na koncu je tudi spomenik postavljen in je vse tako kot treba tam gori. Tako, no, to je naša dolžnost do mrtvih, do naše zgodovine, da se jih spominjamo in da imajo grob in seveda da se iz tega velikega zla, ki se je dogajalo, učimo tega več ne ponoviti takega zla. Ne. Se učimo miroljubnosti, torej prijateljstva, odpuščanja, ne, tako da se ne bi kaj več takega ponovilo. Ja, morda bomo zdaj zaključila glede teh vaših knjig, ki so že napisane, pa morda še vprašanje glede knjig, ki še bodo napisane. Ko so se dogovarjala za tale pogovor, so se kar težko doklicala, ker ste mi povedal, da imate telefon ves čas na potiho, ker pišete nov roman. O čem pa bo ta nov roman? Ja, torej zdaj seveda, da so tu eno pričakovanje je, da napišem tretji del, ne, se pravi, antika ima 3 barve, antične barve, rimske barve so 3, recimo rdeča, bela, ne, to imate tudi pri senatorjih rdečo, belo. Potem pa tretja, tipična antična barva je črna, da bi zdaj torej bela, rdeča, bila še črna, bela torej krst, krščansko, rdeča mučeništvo, Evharistija, ne, črna pa žalost pa neki greh, ki prodira v cerkev, kar se je v zgodovini cerkve na Ptuju tudi zgodilo. Leta 380 je Ptujska cerkev razpadla na 2 dela, na arijanski in na katoliški. Ne. In je prišlo do spora takega hudega med kristjani na Ptuju in je dejansko to veliko delo kristjanov se zdelo, da je bilo takrat izničeno. To je en taki dolg, ki sem ga obljubil malo Ptuju, da bi še tisti tretji črni roman nastal. Imam že malo neke osnutke, ampak to je potem delo za 2 leti pa pol, ne, taki roman, 3. Pa se mi ne da več tako časa eno stvar delati, ne. Sem rajši bolj tako nekaj malo bolj tankega, pa da nekako v dobrem letu končano, recimo. Ne, tako, ja, tako da zdaj pa delam, malo sem se uprl temu, da so me začeli tako nekako že opredalčkati, ne, pisatelj zgodovinskih romanov. Jaz pa sem magistriral iz sodobne umetnosti, iz gledališča in to iz absurdnega gledališča. Ne. Avtorji absurda, se pravi Beckett, Ionesco, Mrožek, Bucati, no, ti so recimo bili takrat, ko sem zaključeval študije, so bili moji avtorji, ki sem jih bral in analiziral in naredil magisterij iz Ionesca. In sem tudi čutil neki dolg do njih, ne, tako da sem zdaj delam en roman, ki je bolj v parametrih, torej kot futuristični roman, prihodnosti se bo dogajalo 20 let naprej in z kakšnim takim absurdnim dogodkom, ne, do katerega se potem morajo vsi opredeliti.
država, cerkev, vse to. No, kakšen je pa ta absurdni dogodek, pa ne povem. V glavnem takšen je, da sem se včeraj zjutraj zbudil, sem rekel, pa sem se vprašal, če sem nor. Pač tako je, ne, tudi pisateljstvo je, da ti raziskuješ tudi sebe, ne? Sebe, domišljijo in ta roman bo potem bolj domišljijski, čeprav bo v njem ogromno tudi teologije, duhovnosti in seveda nekih družbenih refleksij. Se pravi, zaenkrat še ne moramo pričakovati od vas kakšnega slovenskega Vojne in mir. Ja, to bi mogel za to živeti. Ne, to. Ja. Kaj pa ste se kdaj pogovarjali, mislim, ali pa je že bila dana kakšna pobuda, da bi kateri od vaših romanov zaživel tudi v kakšni filmski obliki, ker vemo pač ta filmska umetnost nagovarja na nek drug način, morda drugo publiko. Recimo primer ta film, ko bo zdaj Exodus 1945, meni je zanimivo, ne, da ja, se to zdaj snima. To pa še en Ptujčan dela, ne, smo v bistvu več ali manj isti becirk Ptuja, no, Breg se temu reče, Šipoš, no, ja, tudi tam blizu doma, kot sem jaz. Torej, ja, na Ljubljanskem knjižnem sajmu je prišel k meni en uglajen gospod z malo že sivo brado, očali, ne, kot se spodobi za intelektualca. In je imel 3 romane pod pazduho, pa sem jih podpisal, pa je rekel, da je režiser. In da se mu romani zdijo dobri za iztočnice za film. Rekel, zlasti ta, ne, pa tisti centralni prizor vojaka v nemški uniformi in vojaka v sovjetski uniformi, ki odložita orožje, ki je poleg tega še zgodovinsko izpričan, ne, bi lahko bil izhodišče, da bi okrog tega prizora na podlagi tega romana recimo en film se naredil. Samo rekel, pač to so ogromni stroški, ne, delati film, potem pa, ko je še že narejen, pa ga promovirati, kdo ga bo gledal, bo v kinih, ne bo, ne, rekel, to ni tako preprosto. No, jaz sem potem mu knjige podpisal, pa nisem jaz ga njega poznal, potem pa mi nekdo drug rekel, ja, to je pa en znani režiser. Tako da, mogoče kaj bo, no. Mogoče boste drugi gledali v kinih, jaz pa že v nebesih. Hvala. Zdaj bi pa tudi vas, ki ste prišli danes poslušati, našega gosta, povabil, da lahko ga karkoli vprašate. Ni nujno, da je v zvezi s temi romani, lahko tudi s katerim od drugih področji. Smo slišali na začetku, da teh področji je polno. Pa morda, če vseeno jaz malo let prebijem še glede drugih področji, no, zdaj ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem prebral tudi to vašo knjigo, vaših premišljevanj tamle iz let recimo 2013, 2014, 2015. Mi je bilo zanimivo, kako ste pač analiziral stanje, napovedoval, nekatere napovedi so se uresničile, nekatere se še bodo. Ja, ampak recimo, ker ste tudi urednik revije Cerkev danes, se pravi, to je revija za pastoralo in evangelizacijo, ne. Veliko ste se s temi vprašanji tudi ukvarjal. Tudi recimo ste bil nekako v tej odboru za pripravo tega krovnega dokumenta slovenskega pastoralnega načrta, pridite in poglejte, 2012. Res mi je bilo zanimivo, ko ste v tej knjigi napisal, da ta PIP doživlja standardne muke slovenskih cerkvenih dokumentov. To je, da se je takoj po rojstvu že vlegel na svojo smrtno posteljo oziroma bil odpeljan na urgenco. To je meni zanimivo, zakaj, ker sem tudi tajnik že PSE, zakaj te dokumenti slovenski ne zaživijo, zakaj ne sprožijo neke prenove po župnijah, ali bi bilo treba prej spremeniti način mišljenja ali strukture. Tu imate Štefana, ki je bil tudi v teh vodah svoj čas. Smo te stvari načrtovanja delali in tak, ne. Ja, zdaj, če gledamo slovensko sinodo, 1999-2001, pa še tiste priprave prej, skoraj 2 leti prej se začele priprave, 4-letno dogajanje, tako rekoč, ne. Bi eno tako veliko dogajanje moglo gotovo bolj zarezati v življenje cerkve in prinesti neke spremembe. Ampak že sinoda je potem imela, takoj ko je nastala, je že imela
Da so rekli, zdaj pa imamo sinodalni dokument, zdaj pa moramo še imeti tajništvo za uresničevanje sklepov sinode. To je kapitulacija. Se pravi, če zdaj ti rabiš priganjača, da se sinoda uresniči, to dokument ni bil narejen za ljudi, za župnije, ampak za tega priganjača. Ne? Ideja je, da če se sinoda uresniči, potem ljudje v župnijah vzamejo dokument, berejo in grejo delati neko reformo, ali pa na škofiji, škof, ne? Kako bom vodil škofijo? Aha, vse imam sinodo. Ne? In je potem res se pokazalo, da takrat, ko je bila sinoda, je cerkev na Slovenskem še imela dovolj personala za kakšen večji korak. Recimo en korak, ki je zdaj se precej pojavlja, ne, k družinski katehezi. Ne. Ta korak je zapisan že v sinodalnem besedilu. Pokojni škof Uran ga je poudarjal in narekoval, naj bo notri in kak naj bi to bilo. In mi bi recimo leta 2000-2001 smo še imeli dovolj ljudi, že recimo laiških teologov ogromno. Smo imeli dovolj ljudi, župnije bolj močne kot zdaj, ne, da bi lahko kaj takega naredili. Ampak nismo. Ne. Smo nekako prepustili ene stvari, da so vse na ravni župniji nekako bolj od župnika odvisno in tak naprej. Kljub temu pa moram reči, da so se ene stvari zgodile vendarle, ne, so se premaknile v slovenskem prostoru, če gledaš ene številke, so pa impresionantne. Po sinodalnem obdobju so zacvetele zakonske skupine, zlasti po zaslugi zakoncev Sitar, ne, te družina in življenja, prej so že bile te jezuitske skupine in podobno, ali pa kakšne župnijske, no, to. Po sinodi so zacveteli župnijski pastoralni sveti. Leta 2008 smo imeli v Celju pastoralni dan za družino, za življenje. 13,000 ljudi je prišlo na štadion. Ne, in je bilo to tudi malo simbolno dejanje, ker leta 1935 je bila Slovenska cerkev nazadnje na štadionu, ker je bil Euharistični kongres v Ljubljani. No in zdaj smo bili spet na štadionu, takrat leta 2008, potem pa smo 2 leta kasneje še bili znova za Euharistični kongres v Celju. Ne. Ampak 13,000, kakšna sila je to. Ne? Potem skoraj 400 enot Caritas se je razvilo po letu 2000. Po letu 2000 se je na področju mladine in otrok je zacvetel oratorijski sistem. Se prej že bil v manjšem oziru, pa Salezijanci so imeli, ne? Potem pa je to postal nekako splošen sistem. Tako da tudi če mi ne delamo, ali pa če naši dokumenti crkujejo že sproti, ko nastajajo, Sveti Duh dela, ne, in pripravlja cerkev za te čase. In to vidimo vsaj po nekih takih indicih, ne, da ni tako slabo. Nenazadnje, tudi če se vrnemo k tem referendumom, jaz, ko sem bil prvič tukaj pri vas, sem bil v kulturnem domu leta 15. novembra, pred onim referendumom, je bil 15 ali 16? 15. Je bil ta vaš poslanec Mahnič tam tudi in smo imeli tole o tem referendumu, ki je bil takrat za redefinicijo družine. Ne. Tisti referendum je pokazal, da je v slovenskem prostoru moč katoliškega duha torej taka, da lahko se lahko upremo v sodi. In takrat je se pojavil en italijanski pisec, aktivist, pro-life, Adinolfi se je pisal, se je še zdaj živ, verjetno. In on je opozoril italijansko javnost, pozor, v mali Sloveniji se je zgodil trend, da se je podiranje domin v ustavo. Ta ideologija LGBT, pa redefinicija družine, se da ustaviti. To je mala Slovenija pokazala takrat. Zdaj pa podobno bilo pri eutanaziji. Ne? Podobno bilo tudi pri eutanaziji. Ta mala Slovenija je pokazala, da lahko narod zavrne namene nekih elit, ne, ki hočejo vpeljati eutanazijo. In smo naredili. In skoraj ne moreš vedeti, kot se je dvignila taka moč. Ne, se pravi, ene stvari sicer gredo v naši cerkvi dol, mogoče tista standardna
struktura vezana na zakramentalno pastoralo, ne, zakramenti grejo dol, ne, ampak sama cerkev, pa sam katoliški duh, pa ni kar tako mrtev ali pa pol mrtev. Ne. V pravem trenutku se dvigne in zraste in pokaže svojo moč in žilavost. Tako da je eno in drugo. Včasih se moramo malo naučiti, s kakimi drugimi očmi gledati na dogajanje, ker nas Sveti Duh preseneča. Ne? Tako, zdaj, če gledam samo z vidika pastoralne statistike, sem depresiven, ker je manj porok, manj krstov, manj spovedi, manj obhajil. Ne? Če pa gledam še neke druge znake, pa rečem, ja, evangelizacija pa vendarle teče. Torej, evangelij je prisoten v družbi, ne, na tiho in ima svojo moč. Smo Ja. kar smo poslušali v nedeljo. Ne? Zdaj pa lepo povabljeni, da še vi kaj vprašate našega gosta, kdo želi. Dve kratki vprašanji še v zvezi z literaturo. Te dva romana, ki sta vezana na fronto, na pač zahodno in pa vzhodno, sta res izredno slikovita, veliko teh dogajalnih prostorov se zamenja. Zelo dobro so opisani, pa sem se sprašal, ko sem bral, če ste po teh krajih tudi hodil, a ste samo v domišlji, dobro bil, pa se poglobil v vire, da ste nam pričarali te prostore. Pa tudi, no, kje ste zajemal glede vsakdanjega vojaškega življenja. No, se mi zdi, da je ena kvaliteta teh dveh romanov res tudi prikaz, to vojaško življenje, sploh na fronti imamo velikrat v zavesti, predvsem v smislu bojevanja. Ja. Tle pa dejansko opisujete vojakov vsak dan. No. Drugo vprašanje pa, če ste imel kakšnega ozornika literarnega. Ja. Pa če sami gledate nazaj, pa berete, ali ste tudi kakšen nezaveden vpliv posebej, pa ga opazite? Ja. Tako, hvala. Ja, torej, tu je potem predvsej tudi vojaški, torej prav z vidika vojaka na fronti, ki je lahko v bilo kateri uniformi, ne, je podobno se na fronti obnaša. Na fronti je veliko dni, ko ni bitk. Veliko dni, ko čakaš, kaj bo. Tudi mesec. Tudi na vzhodni fronti bo tako. Na fronti so dogodki. Našel sem zapis enega mobiliziranca na vzhodno frontu, ko je rekel, da je doživel razodetje pod zvezdatim nebom. Nikjer take tišine, tam neko rusko zvezdnato nebo, ena zimska noč, je rekel, in take tišine, torej neke nadnaravne, tako rekoč, ne, na fronti. Torej, ja, ta vojakovo življenje ima veliko vidikov, potem tudi z vidika nemške vojske, pač mi smo udeleženi pač te propagandnega obravnavanja nemške vojske kot v kompletu zločinske, nemška Wehrmacht, ženskega spola Wehrmacht, torej je bila celi sektori, ki niso bili impregnirani z nacistično ideologijo. In so bili tudi oficiri, visoki oficiri, ki pa niso bili po srcu nacisti, samo vojaki. In zato je tudi po vojni precej teh visokih nemških oficirov dobilo službo v naslednji nemški vojski ali pa celo v NATO paktu. Ne? To je bilo zanimivo. Recimo, da je tisti oficir, ki je bil zadolžen za obrambo Nemčije, visoki oficir, ki je bil zadolžen za obrambo Nemčije pred angleškim in ameriškim bombardiranjem, ki je torej zaustavljal to bombardiranje protiletalska obramba, torej ne. Tisti je po vojni bil en izmed inšpektorjev NATO pakta in ko je šel v inšpekcijo v Anglijo, ne, pa so tam potem debatirali, kak je bilo tisti takrat bil protiletalska obramba, ne, pač vojna, ne, ni samo vse ideologija in zločin. No in tudi tega sem prikazal, ne, tudi teh humanih oficirjev v stiski, tudi tu poznam enega visokega oficirja z ruske strani, tega Malinovskega, ki je potem bil obrambni minister Sovjetske zveze, ne, njegovo zgodbo sem našel in potem sem se v njo poglobil.
njega so vrgli ven, mama se mu je odrekla, ko je bil 4 leta star v Odesi. Veš, ne rabim te, ona se je poročila z nekim drugim, on je bil nezakonski in ga je poslala stran. Potem pa naredil eno čudovito vojaško kariero, že v carski Rusiji, potem pa nadaljeval to vojaško kariero. In potem je bil on tisti, ki je prišel kot, se pravi, maršal osvobajati Odeso. Ne? In jaz sem potem tako naredil v romanu, kako ta oficir, visoki ruski oficir, sovjetski, torej bo šel do tistih vrat, ko ga je mama ven vrgla. V Odesi bo pustil vse ostalo, samo tista vratca bo šel pogledati, potrkal, in če bo mama še tam, bo vprašal, zakaj si me ven vrgla. Ali pa če bo kdo drug, ne, tu so me ven vrgli. Tako, no, teh zgodb je veliko. Obenem pa seveda ti vojaški vidiki, se pravi hrana, premikanje, dopust, počitek, higiena, vadbe. To so pa podobne stvari, potem tudi JNA. JNA ni bilo bistveno različen od Wehrmachta. To, kar ste v JNA po vojni doživljali, to je bilo dejansko podobno Wehrmacht. Ker Wehrmacht je bil itak najboljši v disciplini in so se druge vojske, hočeš ali nočeš, zgledovale po njem, ne? Ker je bil tako organiziran in streniran. Torej, tako, no, tu sem se, pomagalo pa mi je to, da sem bil sam v vojaški šoli najprej, potem sem še pa bil desetar v eni kasarni, ne, tam za bolgarsko mejo. In sem si potem, vse skupaj imam 3 leta vojaškega življenja za sabo, ja, in sem potem lahko to nekako z manj trepeta se lotil, ne, teh vojaških tem. Tako, zdaj, kdo bi lahko bil za zgled, zdaj pri teh romanih sem se pri Rebulu, recimo, ne, malo, ker sem pač prebral, tik preden sem začel to pisati, sem prebral V Sibiljenem vetru in se ta Rebula potem tudi čuti. Poznavalci Rebule rečejo, da ga čutijo tu, ne. Medtem ko pa tu, pa so to bolj tiste splošne zgodovinske romane, ki sem jih bral. Jaz sem veliko Sivca prebral, ampak Sivec piše zelo hitro, ne. On gre v vsebino, on ne gre toliko v neko literarno virtuoznost, poda vsebino, pove, kak je bilo in berljiv, ne. Sem rekel, tako kot Sivec, ampak seveda tudi malo več na jeziku delati, malo več na čustvih, na teh dramskih zapletih, ne. Recimo, to je že ena taka istočnica bila. Sem pa prebral pred vsemi temi še enkrat Pod svobodnim soncem. Potem sem pa nehal brati Pod svobodnim soncem, ker sem bil prej zafrustriran. Sem rekel, Finžgara pa se vendar ne morem za vzor vzeti, prelep. Tega nam nikoli dosegel, da je takega jezika in take lepote in ritmike, ki ima v jeziku noter. Ja, to boljše, da to... Ker se bom zafrustriral, ne. Tako, no, tako je to bilo. Pomagalo pa mi je tudi, seveda tudi, jaz v mladosti sem bral eksistencialiste, Francoze, Sartra sem bral, Camusa, ne, to bolj kot pa recimo, pa bolj kratke zgodbe sem bral kot pa dolge romane. Tako da tudi malo mogoče tistega sem še kje, kakšni vplivi so prisotni. Ima še kdo kakšno vprašanje? A bi še smel nekaj? Evo, lep pozdrav. Zdaj pa tole, jaz pa res malo razmišljam o vaših knjig. Zaradi tega, ko smo te zamolčane žrtve v naš župni postavili, so iste zgodbe, ki jih vi opišujete, sam bolj smiselno. Ja. Me pa tole zanima. Zakaj do tega zla pride, to je ena stvar. Druga stvar pa, ker govorimo kristijani, da Božji duh deluje kjer hoče, kadar hoče, pa kolikor hoče. Kdaj pa hoče? A se razumemo? Ja. In še tretjo stvar, zdaj bi pa bil dober še za en roman, plehtost in pokončnost kristijana v današnjem času. Ja. Ja, torej, za prvo ste rekli,
Kako že je bilo vprašanje? Zdaj to... V teh krajih, ki so tudi, a ne, Ja. tudi mi, te zgodbe. Ne, zakaj to zlo? Zelo, to, ja. Ja, no. A ste Jo, jaz s tem sem se seveda spraševal, ne, kot vir tega zla, ker jaz zdaj v vseh romanih srečate, zlasti potem v tem, srečate sadiste, ne, se prav ukvarja s tem sadizmom. In vprašanje, kako naj sadista prikažem, če sploh je dostojno prikazati sadista, ki muči druge, ne. Potem pa sem rekel, zdaj v vsaki cerkvi imamo sadistične prizore in to je na križevem potu. In tam jih prikažemo. Zakaj prikažemo mučenje človeka? Zato, ker hočemo sočutje do Kristusa. Ne zaradi sadistov, ampak zaradi sočutja do Kristusa, ki je na križevem potu. Enako tudi tu. Prikazal bom nasilne prizore, jih opisal, se poskušal tudi vživeti v sadista, ko je treba, ne? Ampak zato, da mi spoštujemo žrtev. Potem druga stvar, to je Tomaž, naš psihoterapeut, en članek napisal za Cerkev danes, ko smo imeli to temo tudi v Cerkvi danes enkrat pred leti, in je zapisal, da približno 20 mladih fantov je eden sadist. Ne, če dobiš 20 fantov skupaj, boš pri enem imel težnjo, da nima tiste empatije, da bi čutil bolečino drugega. Če temu fantu daš orožje v roke, bo testiral bolečino drugega. Ker ne čuti, nima empatije, ali pa celo obratno, da začne uživati bolečini drugega, bo to povečal dozo. Čuti se bo močnega, zaščitena, ker ima uniformo in tako. No in zdaj je vprašanje, drugih 19, kaj bodo naredili? Drugih 19 imam nalogo, da takega fanta neutralizira, oziroma to njegovo nagnjenje ustavi. No in tudi v vojaški enoti se lahko to kar v enoti sami poštima, ne, da se potencialnega sadista ustavi. Recimo, in je enota lahko funkcionira kot tovarištvo, brez nasilja in tako tega. Ne. Torej, no, potem pa sem se spraševal o tem ideološkem nasilju. In odprl mi je oči Zdenko Zavadlav, udbovec, ki je eden redkih udbovcev, ki je napisal knjigo Kesanja. In on je opisal tudi pobijanje štrntarskih žrtev. No, in on potem tam, on je bil v Ozni. Od njega sem kar precej črpal, no? Da sem si tega lika Oznovca umislil. In on pravi na eni točki, veste kaj, ko so nam rekli, da bo čez 15 let komunizem in da bomo vsi srečni, smo bili pripravljeni na vse. Se pravi, v človeku je en knof utopije, fanatizma in utopije, fanatičnega utopije. Lej, svetla prihodnost je tam, za vogalom, samo malo je treba zdaj stisniti zobe in te grozne sovražnike, te svetle prihodnosti tudi odstraniti, če je treba. In je on za sebe rekel, da je on bil torej, kot drugiran bi danes rekli, pijan od te utopije. Rekel, jaz sem verjel, da bo čez 15 let res komunizem, tako so nam komisarji rekli. In da bo zdaj vse to svinjarija, ki se zdaj dogaja, pač na nek način poplačena, ker bomo potem vsi na boljšem. To je ta ideološki moment, te ideološke zasvojenosti, ki potem naredi, da človek izgubi občutek za stvarnost in vest. In potem, če še sadizem zraven, pa dobimo te morilce. To je ena taka, bi rekel, eksistencialno-psihološka razlaga. Ne? Gotovo pa je potem tudi razlaga, ki bi rekel, ki tudi zdaj vidimo pri Epsteinu, ne? Da potem ta sadizem, ta uživanje v bolečini drugega, potem prelej slej pelje v neko tudi, kako bi jaz temu rekel, neko demonsko stanje človeka. Ne? Da prav začne uživati v uničevanju nedolžnosti. Da čuti svojo moč, svoj življenjski naboj, šele ko nedolžnega muči in ubije. Ne, torej, in tudi ta vidik, jaz bi rekel nihilistična revolucija, ne, jaz bi rekel demonska revolucija, ne, tudi ta vidik je treba upoštevati. In gledajte, in ta vzorec se lahko ponovi vedno.
Vedno se lahko ponovi. Kako malo je treba, da so ljudje sfanatizirani za neke idealne. Morate si peti, tako kot poje Bora Đorđević je pel že v socializmu, za ideale gino budale. Tale od ribje čorbe, ne. Tako, ja. Drugo, v Svetem duhu ste rekli, res je zdaj, Svetega duha ne moreš tako jeti, to je, tu je, tam je, ne. Sveti duh deluje tako, vsega tudi opisujemo dejansko kot veter, ne, kot sapa, kot šum, torej manj ga prikazujemo, torej, ali kot ogenj, ne, kot ogenj, ena lepa podoba. Torej, v katoliški tradiciji smo celo nezaupljivi, če kdo reče, da ima neposredni stik s Svetim duhom, ne. Malo kar nazaj stopimo. Ne. Ker vemo, da Sveti duh ne deluje tako spektakularno, zdaj takoj, pa da bomo mi s svojimi molitvami izsilili njegovo delovanje. To včasih pri karizmatikih tako zgleda, ne. Kot da bomo izsilili, zdaj, da moramo tako fejst moliti, da potem smo že mi malo v transu in zdaj bo Sveti duh sigurno prišel, ne. In zato to so tudi vprašanja teh izlitij Svetega duha, recimo, ki imaš pri karizmatičnih gibanjih, ne. Se ne rečem, da so gibanja slaba, ampak seveda morajo to biti pozorni, razlikovati. Tako bi rekel, in tu, ravno tu v slovenski cerkvi sem prej rekel, ne, mi načrtujemo plan A, se nam plan A pobira, plan B, od Svetega duha pa tiho gre naprej. Ne. Smo tudi mi taki nedonošenčki v odnosu do Svetega duha, tudi kot cerkvena struktura, kot teologi, ne, torej mu sledimo težko. V Celjski škofiji, recimo, je zdaj bilo novo pastoralno načrtovanje in z novim škofom je prišlo ta stil pastoralnega načrtovanja, ki je povezan s klicanjem Svetega duha, ne. Torej, da se poskušamo čim bolj Svetim duhom uglasiti na njega, ampak seveda to ni isto kot kako ekstatično klicanje, ne, ampak da se zavedamo, da on vendarle ves čas deluje. Tako, tretje ste pa rekli za knjigo o pokončnosti oziroma ja, krepkosti kristjanov. Ja, se tako je zdaj. Enkrat je škof Stres tako malo lakonično rekel, no, v tej bolj duhovniškem krogu, je rekel, saj kristjani nismo tako strašno boljši od drugih ljudi, ne. Je rekel, pač imamo svoje grehe in vse to, ampak za 10% boljši pa moramo biti. 10%, da stvari funkcionirajo, da družbo vlečemo počasi naprej, da družba nek tone, ne, in podobno. Zdaj, seveda, mi pa mogoče včasih tudi imamo preveč svetnikov pred nami, neko jih gledamo bolj na oltarjih, pa to so super kristjani, ne, super kristjani, ampak teh super kristjanov je malo, ne. Vsi smo nekako tako, zorimo počasi, ne. Pa tudi zanihamo, včasih smo junaški kristjani, drugič potem mlačni, ampak počasi tako gremo proti Bogu, tako bi rekel. Seveda, zdaj trenutno je tako, da je en trend v cerkvi se pojavlja, da bi krščanstvo moglo biti bolj bojevito. In to se tudi potem pokaže, preko kakšne volitve, kristjani, dajte ven, ne, tak. Zdaj recimo na Hrvaškem so velike debate, če gledate hrvaško televizijo, kaj. Jaz sem 7 zvečer gledam Dnevnik na HRT, jaz ne vem, kaj vi gledate, jaz gledam tam, ko povejo, kak je. Torej, in tam so velike debate na Hrvaškem okrog teh molivcev, ki klečavci, po trgih, ki molijo. Po trgih, klečavci jim pravijo, ne. In zdaj se je v Hrvaškem to zgodilo, da eni pridejo na trg poklekniti in molijo, rožni venec. Okrog njih se pa naberejo drugi, ki jim se derejo v uho. In se derejo, da oni zlorabljajo religijo. In potem imaš to groteskno situacijo, pri nas, ko smo bila molitev, vse ni bilo tega, da bi se nekdo prišel dreti na tebe, ne, in protestirati. Pa, je bilo prezgodaj. Prezgodna ura, ja. Torej, no, in je zdaj reški škof dal ene stvari tako dobro postavo, da cela Hrvaška prisluhnila. Reški škof je potem temle, ki so klečali, rekel, ja, recimo v Zagrebu je bilo, da so oni klečali, molili rožni venec. One feministke so pa prišle, pa so polagale pred njih vrtnice. V smislu, spomnimo se žensk, ki so žrtve moškega nasilja. Potem pa neki molivec se vstal pa pohodil tiste vrtnice.
pač on je to nekako v smislu, da se boji proti tej ideologiji, ne? Ampak je pohodil vrtnice. Ne? In potem je ta Reški škof rekel, ne moreš moliti in pohoditi vrtnic. To nekaj ne štima. Ne? In molivec, ki moli, ne sme moliti zato, da bo dosegel nek politični cilj s svojo molitvijo. Konkreten, tak, ne, se mi tudi molimo za uspeh volitev, pa da je bilo vse v redu, pa za uspeh referendumov smo molili, ne, ampak ne smeš pa politizirati molitvenega življenja, ker potem je to politika, potem več to ni molitveno življenje. Ne. Molimo za politike, molimo za uspeh tega, onega, ampak ne, samo molitev pa je več kot politika, ogromno več. In tu je nevarnost, da se molitev v teh bojevitih kristijanih molitev spremeni v neko politični spopad. Ne. No in zdaj je Reški škof, to je pa zdaj čisto sveže, to zdaj par dni nazaj je bilo, da je Reški škof potem naredil molitev, mašo, pa je povabil tele, ki so klečali, da pridejo k maši. In so prišli še oni, ki so se drli na teh klečijo. In so bili potem obojni pri cerkvi, pri miru, pri maši. In on tako, se mi zdi tako tudi na nek način, ne, tako zelo vizualno, ne, na nek način pomiro te dve duši na Hrvaškem. Ne, in tudi ta, predvsem pa tega duha, da se treba bojevati drug proti drugemu in da celo uporabiš molitev za boj proti onemu. Ne. On je tako da, ja, so plehke kristijani, ne, spet pa ne smemo preveč zaupati tistim kristijanom, ki so pa preveč bojeviti. Ne, tako moramo res neko mero imeti. Najlepša hvala. Zdaj, jaz verjamem, da bi imeli še veliko vprašanj za našega gosta, ampak Polanci pravimo, da je ura stu, tako da bomo se na tej točki patru Branku Cestniku res najlepše zahvalili, da je prišel med nas. Mu zaželeli še veliko dobro napisanih knjig, še veliko navdiha od Svetega Duha in pa, da se še kdaj vidimo tukaj. Hvala lepa.